Vsaka mama pravi, da v trenutku, ko ga v roke prvič primeš novorojenčka, pozabiš na porodne bolečine. Tudi Oriana se le delno spomni popadkov, saj se je ves čas na glas smejala. Tisti popadki, ja, so me boleli, čeprav se ne spomnim točno, ko so mi dali smejalni plin, tako da vsakič, ko ni bilo popadka, sem se tam smejala. In potem so me dali v sobo, mislim, prijazno osebje čist. In so me vprašali tudi za glasbo, katero glasbo hočem poslušati, so mi dali Vivaldija in potem se je otrok rodil, ko je Vivaldi odigral svoje Poletje. Super je bilo, res. Oriano je porod presenetil. Tistega dne se pa spominjam tako, zelo je bilo vse skupaj komično. Bil je 31. december in so me že vse splanirali, kako ga bomo mi žurali in seveda je šlo vse. Pa kako, a ne moreš zdržati? Ne, gremo, voda odtekla čist. Moja misel je bila, kmalu bom imela otroka, ni bilo tisto, zdaj bom šla pa roditi, ne. Ne, kmalu bom imela nekega otroka, mojega otročka, ne. In njen otroček je zdaj najstnik, a Oriana se lahko pohvali, da z njim nima težav. Pravzaprav sta velika prijatelja. To je edina tista ljubezen, ki ti ostane za celo življenje. Partnerji se menjavajo, tako da je res tista pure love. Na današnji dan lahko pričakuje tudi kakšno rožico.